Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Moje ime je Norma Brščič. Vojna med STA in državo. Direktor STA vztraja pri svojem kljubovanju državi kot lastniku. Včeraj ga je predsednik vlade kot predstavnik lastnika pozval k odstopu. Z vidika korporativnega upravljanja je Veselinovičevo obnašanje popolnoma neprimerno. Si predstavljate, gledalci, da imate zasebno podjetje, kjer direktor nadzornemu svetu ne želi posredovati finančnih podatkov in podatkov o sklenjenih pogodbah. Nadzor v takšnih razmerah sploh ni mogoč. Takšen samovoljen direktor ne bi v zasebno-lastniškem gospodarstvu preživel niti 5 minut. Ampak živimo v izrojenem svetu, kjer se direktor državne tiskovne agencije lahko norčuje iz svojega lastnika. Se prikazuje kot žrtev in borec za svobodo medijev. Dogajanje z STA je znak, da ima Slovenija medijski problem in da večina medijev ni presegla ravni političnega agitpropa, ki je bil značilen zanje v času komunizma. Vi pa gledate oddajo Faktor, najbolj politično nekorektno oddajo v Sloveniji. Ali burke, minareti in halal klanje sodijo v Evropo? Kakšen je odnos med versko svobodo in drugimi ustavno zagotovljenimi pravicami? So muslimani sposobni prilagoditi svoja verska pravila tako, da niso v nasprotju z našimi ustavami? Preteklo nedeljo so v Švici s tesno večino 51,2% glasov volilci izglasovali referendum, ki prepoveduje zakrivanja obraza v javnosti. Šlo je pravzaprav za referendum o dopustnosti nošenja burke in nikaba v javnosti. S prepovedjo se Švica pridružuje Avstriji in Franciji, kjer je nošenje teh muslimanskih oblačil že prepovedano. O kompatibilnosti islama in evropske ustavne ureditve se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema, dr. Boštjanom N. Turkom in Markom Pavlišičem. Dobrodošla. Dobro večer. Dobro večer. Zdaj vaju vprašam, kako bi vidva glasovala na takem referendumu, če bi ga izvedali v Sloveniji? Oziroma, če bi bila Švicarja, pa če bi preteklo nedeljo lahko glasovala? Marko? Jaz sem bil cirka pred enim letom, sem bil v Švici in sicer na enem pustnem karnevalu in tam je bilo kar veliko zakritih ljudi, ne? Se pravi, ker je nekako, bo rekel, praktično vsi smo bili tam v maskah, ker je tam takšen običaj, ne? Zdaj, kako bi glasoval na tem referendu, pa se v bistvu zelo težko opredelim, ker bi vseeno rajš najprej slišal argumente za in proti. Meni se zdi, po eni strani nisem navdušen nad tem, da se zakonsko določa, kaj človek sme obleči in kaj ne, oziroma kaj ženska sme in kaj ne v tem primeru. Po drugi strani se mi pa ne zdi prav, da bi prepovedali tisti, ki želi se tako obleči, da se obleče. Hkrati je pa treba zagotoviti, da je to res njena svobodna volja, ne? In za svobodno voljo v tovrstnih primerih vsi vemo, kako je, ne? Pač ženska se v teh državah oziroma v takšnih zakonih, bo rekel, lahko svobodno odloča, ampak zato trpi tudi ustrezne posledice potem, ne? Tako da, vkolikor ne bi mogli zagotoviti tega, da se res spoštuje svobodna volja ženske po oblačenju, bi glasoval za prepoved. Aha, kaj pa ti, Marko, Boštjan? Ja, seveda, ne, mislim, torej nisem Švicar, ne, ampak glede na to, da je Švica Evropa, jaz mislim, da v Evropi islam pač nima kaj delati, ne, to je moje pač temeljno mnenje in da je to neka anomalija, predvsem je pa tu to strahotno nasilje nad žensko, ne, zato ker to, zakaj je ta burka pa nikab, ne, to je zato, da pač lastnik ženske, žene, a ne, oziroma lastnik stroja za rojevanje, a ne, pač zaščiti svojo lastnino pred pogledi drugih, ne. To je pač prve, ki bi morale biti zainteresirane za odpravo nikapa in burk, so pač muslimanske ženske, ne. Ker tukaj se dogaja nekaj, kar mi sploh ne moramo evaluirati, sploh ne moramo dojeti, ne, ker smo pač dosegli, mislim, s krščanstvom, a ne, ki izhaja iz Rimskega imperija, kjer sta bila mož in žena pač enako vredna in enako pravna, a ne, se pravi, kjer, ne, in je to se potem potegnilo v krščanstvo, potem krščanstvo ima Devico Marijo, ki je postavljena na najsvetejši položaj kot ženska in kot mati, a ne, tako da to je pač nek svet,
v katerega ne zmoremo prodreti, kot ne zmoremo prodreti v globine oceanov, kaj je tam. Torej, vsekakor moj odgovor bi bil, jaz bi preventivno pač seveda že obkrožil, podprl tak zakon, razumljivo. Zakaj je bil tako tesen rezultat, oziroma kako komentirate skoraj izenačene rezultate? Ja, rezultat je v bistvu zelo zanimiv. Tudi, če sem prav prebral, se je švicarska vlada postavila na stališče proti prepovedi, se pravi, so zavzeli stališče, da nekako nima smisla urejati z zakonom oziroma z referendumom, kako naj se ljudje oblačijo. Dodal bi tukaj še eno bizarnost. Ocenjeno je, da v Švici bo neko tako zakriti hodi okoli maksimalno 50 žensk, kar je svojevrstna bizarnost, da potem za takšno število, bomo rekel, primerov se sprejema nek zakon, ki gre celo na referendum. Se pa moramo zavedati nečesa, da družbe se spreminjajo počasi. Zdaj, morda bi bil ta rezultat, 30 let nazaj, 70-30, potem je 60-40, zdaj smo 50-50, zdaj čez čas bo verjetno spet drugače. Zdaj, v katero smer bomo pa še videli. Švica je država z najbolj napredno obliko neposredne demokracije. Referendumi so, lahko rečemo, švicarski nacionalni šport. Kaj pa v Sloveniji? Mislite, da bi bil v Sloveniji tak referendum sploh dopusten? Ja, jaz mislim, da bi tak referendum v Sloveniji zmagal približno 75-25. Torej, tu si pa ne delam utvar glede svojega naroda. Kaj pomeni zmagati? Ne, mislim, da bi bilo prepovedano. Da bi prepovedali burke pa v Zato, ker Slovenci, jaz čutim, kako pač se diham, jaz enako kot diha, ker sem pač Slovenec, pač dihajo na način, da to pa ne. Mislim, tudi vse te migrante, ki jih Novakova, Ljudmila in SD, Fajonova tihotapta, pač poskušata pritihotapiti v Slovenijo. Ne pozabimo, da Novakova, Ljudmila je, se pravi, mislim, bil 12. april 2016, ko je bilo veliko zborovanje Zbora za republiko na Kongresnem trgu. Ona je govorila o 400 milijonih subsaharskih Afričanov, ki čakajo, da pridejo v Afriko, in da je naša dolžnost nakazovala, da jih sprejmemo. Mislim, takih blaznežev, ki to počnejo, pač ne rabimo. Take politike ne rabimo in Slovenci bi to absolutno zavrnili. Predvsem glede zakonodaje, ki prepoveduje referendume o človekovih pravicah, se mi zdi, da bi se pri nas najbrž ob to sklicovali nasprotniki. Jaz se s tem strinjam. Zelo verjetno bi imeli problem že s samim razpisom referenduma. Jaz si ne bi upal, če bi slučajno prišlo do njega, si ne bi upal oceniti, kakšen bi bil rezultat. Mislim, da ne bi bil tako v eno smer, da bi bilo precej bolj izenačeno, precej bolj podoben rezultat Švici, in si ne upam oceniti, v katero smer bi šlo. Veliko bi bilo odvisno od same predreferendumske kampanje. Mislim, da to vprašanje ni pomembno, pa vi morate tle upoštevati, da v Sloveniji živi močna srbska manjšina, ki bi pač to seveda glasovala korporativno proti. Potem živi hrvaška manjšina, ki bi glasovala najverjetneje tudi proti iz pač izkušnje Herceg Bosne in vojne v Bosni in Hercegovini. In ne vem, če gremo v Lancovo, če gremo v Radovljico, če gremo na Bled, če gremo potrkati v Polzelo, če gremo v Sveto Ano, če gremo v Lenart, če gremo ne vem kam še, v Jeruzalem, če gremo v Ilirsko Bistrico, če gremo v kjerkoli bi ljudi vprašali, kako bi glasovali, vam povem, da bi glasovali, torej vse od teh kraj, ki sem jih omenil, lahko jih pa omenjam naprej, da bi glasovali plebiscitarno proti burkam, ker to... To je burka, nima kaj delati. To nima kaj delati v Evropi. Jaz pravim, že to nima kaj delati tudi na deželah islama, ker temeljni problem islama je ta, da pač mora ženska osvoboditi, kam se to pač ne gre. Ja, ampak oni, vemo, kakšen položaj ženske v islamu. Nima sploh pravic, moška lastnina, kot si že rekel, Boštjan, je to stroj za rojevanje otrok. Njim ni v interesu neko opolnomočenje žensk. In kakor sem jaz slišala po neuradnih informacijah, seveda kaj tazga ne bo nikoli prišlo v javnost, so v azilnih domovih, recimo tam, ko so imeli tudi cele družine nastanjene, teh je bilo sicer zelo malo, ampak vseeno so moški bili zelo proti temu, da ima ženska pravico, da si odpre svoj bančni račun. Ja. Tukaj se pojavi potem vprašanje, kaj se pa zgodi, če recimo ti dejansko prepoveš recimo burke v javnosti, A misliš, da bojo takšne ženske potem sploh kdaj zapustile dom svoj? Ali pa bojo pač ostale ves čas zaprte znotraj, za 4 zidovi? In
če pride do tega, ne, je potem vprašanje, kaj je vseeno manj neko problematična zadeva tukaj, ali da gre lahko ven vsaj v burki, ali pa mora ostati ves čas za 4 stenami. Ne. Ker to, da pa bi prepovedal nekomu, da je ves čas za 4 stenami, sicer lahko prepoveš, ne, ampak zelo težko boš to izvajal. Ne. Ja. Ampak kaj pa recimo, ali nam lahko država sploh ukazuje, kako po eni strani ne bomo oblečeni, po drugi strani pa recimo na bančnem okencu se moraš ti identificirati, ne? In če si tam zadekan, da se te nič ne vidi, se tudi identifikacije ne da izvesti. Pa vse verjetno so pragmatični glede tega, ne? Saj ne nazadnje, tudi muslimanske ženske hodijo k zdravniku, ne? Mislim, jaz tega ne poznam iz prve roke, kako to poteka, ampak po mojem tudi vera najde neke pragmatične rešitve za to vrstne zadeve. Ne nazadnje se spomnim, sem bral, kako je bilo v Španiji, ko je bil pod muslimansko okupacijo, pa so potem jih zasedli nazaj krščanska vojska in so zahtevali, da se spreobrnejo. In je takrat muslimanski voditelj dal ukaz, da pač da morate drugače se pač spreobrnete, ne, sicer potihem še vedno verujte v Allaha, ne, ampak se spreobrnete, ne. Tako da so zelo pragmatični glede tega, no. A pa se vam zdi, da je nošnja burke človekova pravica? Taka ustavna, neodtujljiva človekova pravica, da se pač zavije do pač v celoti. Lahko se človek zavije v karkoli hoče, ne? Ampak tu je pač verska in družbena simbolika. Ne? Sem rekel, ne? To je pač, da pač posvest ne kaže svojih čarov. Ne? To je to, ne? To je pa pač zdaj drugo vprašanje. To ni vprašanje tega, a se ti lahko zaviješ. Seveda se lahko zaviješ, ker lahko delaš karkoli hočeš. Ne? Tudi lahko skočiš recimo z nebotičnika ali pa se vržeš pod vlak. Lahko pa dobiš Nobelovo nagrado. Ne? Lahko pa človek je absolutno svoboden v tem, ne? Ampak to je pa druga stvar. Ne? Jaz ne vem, ta referendum bi morali izvesti med ženskami, ki nosijo burke. Zanima, če bi samo na to omejili, me zanima, kakšen bi bil rezultat. Ne? To bi bilo zelo zanimivo, ja. Tako. Drugače pa, kaj se lahko oblečeš? Ja, zanimivo je, rodimo se goli, ne? Ampak gol ne smeš okoli po mestu skakati, ne? Je prepovedano. Ne? Razen, če nisi Artur Štern. No, ampak on ne sme. Ne? Ne, on lahko, jaz je to delal. Ja, no, ampak a so ga preganjali potem, ne? No, tudi na paradi ponosa so precej pomanjkljivo oblečeni ljudje. Pa takrat... Tako da, veš, kaj predpisovati, pa kaj ne. Jaz bi rekel, ko sem bil v Indiji, ne, je tam veliko žensk v sariju okoli hodilo. Meni se je zdelo to lepo, da hodijo v sariju okoli. Ne. Sicer ne vem, v Ljubljano jih ne bi pasale, ne, ampak prepovedal tega in prav ravno tako ne bi. No. Kaj pa recimo, če primerjamo na eni strani burka, na drugi strani pa redovniška obleka? A je to primerljivo? Jaz mislim, da problem je drugot. Ne? Torej, redovništvo je pač odločitev za redovništvo. To je pač odločitev za redovniški poklic in za ta in ta red. Vi imate redove, kjer pač ne smeš niti burke, oziroma ne smeš niti pač redovne obleke pokazati, ne, recimo Clarise, ne, mislim, da so to... Ok, Boštjan, zdaj te moram prekinati, ker je čas za oglase, pa nadaljujemo potem. Dobrodošli nazaj. Z vami sem Norma Brščič, mi pa se z Markom Pavlišičem in dr. Boštjanom M. Turkom pogovarjamo o islamu in evropskih ustavnih pravicah. Boštjan, pred oglasi sem te prekinila. Vprašanje je bilo o tem, kakšna je razlika med redovnicami in ženskami, ki so v islamu in pokrite z burko. Kakšna je torej razlika? Razlika je svobodna volja. Ne? Vprašanje, če so ženske v islamu svobodno pokrite s to burko. Jaz mislim, da ne. To je pač konvencija. Zdaj, redovnice pa včasih je bila to svobodna volja njihovih staršev, ne, da so jih dali v kloštor, kot se reče, no, se pa to seveda njihova svobodna volja in v tej svobodni volji tudi lahko zapustijo kadarkoli pač to prizorišče, ne, se pravi darovanja samih sebe, če to želijo. Ne. Tako da je tukaj bistvena razlika.
Tole bi vas še vprašala, a lahko mi Evropejci prepovedujemo recimo muslimanske barbarske prakse, kot so halal klanje, javno pretepanje žensk, polivanje s kislino, obrezovanje ženskih spolovil in otroške poroke za te muslimane, ki prihajajo v Evropo? V oziru verske svobode. Mislim, to po mojem sploh ni vprašanje. Ne? Jaz upam, da je vse to že zdaj prepovedano. Ne? Mislim, pa predvsem bi tukaj izpostavil to, da se mi ne smemo preveč ukvarjati s tem, česa mi ne bi. Ne? Mi moramo predvsem govoriti o tem, kaj želimo. Ne? In če govorimo recimo o halal klanju, ne? Mi želimo preprečiti mučenje živali, ne? In zato sprejeti ustrezno zakonodajo. In če pač halal klanje sodi pod to, potem je to absolutno prepovedano. Tako je, brez ampak ravno leta 2017 je slovenska muslimanska skupnost v sodelovanju z ustavnim pravnikom Andražem Terškom predlagala razveljavitev 25. člena zakona o zaščiti živali, ki nalaga, da je treba za zakol žival omamiti. Muslimanom ne bi bile kršene ustavne pravice in svoboščine, ki izhajajo iz svobode veroizpovedi. Muslimani v Sloveniji so želeli pravico, da koljejo živali tako, kot jim je zapovedal Mohamed. To je barbarski način zakola, kjer žival neomamljena počasi in v mukah izkrvavi. Ustavno sodišče je, hvala Bogu, odločilo, da so v tem primeru pravice živali nad pravicami muslimanov, da zverinsko pobijajo. Ravno tako je ugotovilo, da je dostop do halal mesa s prepovedjo sicer otežen, ne pa onemogočen, ker se ga še vedno lahko uvaža. A so s tako odločitvijo sploh kaj naredili, ali je to samo, ali bi bilo treba prepovedati po vajnem mnenju tudi uvoz halal mesa? Jaz bi predvsem rekel, da se nima smisla prav ukvarjati veliko s tem, kaj nekdo predlaga. Ne? Ljudje lahko predlagajo vse sorte, prav je, da o tem tudi kakšno debato vršimo. Ne? Važno je, kaj na koncu sprejmemo in kaj na koncu velja. Ne? Jaz nisem tega, v Teršku tega nisem vedel, ampak nekako me zdaj to, bi rekel, nagiba k temu, da Terša gospod kandidirajo za vse mogoče položaje, pa da bi kandidiral še za varuha trčenih v Republiki Sloveniji, bi imel kar nekaj dela. Bistveni stvar, mislim, to je trčeno, ne, to, da ti se obrneš v imenu na, mislim, sploh škoda tu zgubljati besed. Zdaj pa bolj bistvena stvar, seveda je tukaj jasno, mi to moramo narediti, ne. Mi moramo pa zagotoviti enake standarde, se pravi, kot jih imajo državljani Evrope, ne, jih morajo imeti tudi tisti, ki prihajajo. Ne. Samo to je zdaj neke vrste pobožna želja, ne, zato ker recimo jaz Francijo recimo poznam, ker to dnevno spremljam in Francija je pač konstitutivna država tako imenovanega jedrnega bloka, ne, se pravi skupaj z Nemčijo je to, ne, kar je Evropa. Ne. Mislim, v Franciji je pač ena boleča regresija in boleč poraz te, bi rekel, civilne, ali pa recimo, da sploh ne govorimo o krščanski Franciji, v primerjavi z islamom. Ne. To je pač nemogoče dosegati. Ne. Prihodnost bo pokazala, da to zahodno civilizacijo in Evropo se namenoma uničuje. Jaz ne verjamem, da so vse te napake, ki se dogajajo vsak dan v Evropi, da je Evropa hkrati odprta za migrante in hkrati izvaja pritisk in terorizira države, ki so proti migrantom, da se uničuje krščanstvo, da gorijo cerkve, da je vse to nesankcionirano, da se koljejo duhovniki kot živina. V Franciji se tako rekoč vsake toliko časa nekoga v imenu Allaha ubije. Najraje se ubija duhovnike. Ne? In mislim, da vse to, zoper to nima Francija nobenega odgovora. Ne? Še huje, ne? Zdaj, to, kar se uveljavlja, je, ne, bile so posiljene 31. decembra, je bilo 500 žensk v Kelnu, mislim, v Nemčiji posiljenih. Ne? Ampak to ni več zdaj, ne, ta novi red, orwellovski novi red, ne govori več o žrtvi, ki je bila posiljena, in ne govori več o posiljevalcu. Ampak govori o tem, ne, če si ti pač slightly colored, oziroma nisi Evropejec, nisi bel, ne, potem, in če si ženska, ki je pa bila posiljena, bela, ne, potem je to pač tako imenovana civilizacijska krivda, ki je beli človek, a ne, naredil s tem, ko je naredil to in ono in peto, kar je vse skupaj nedokazano, in se to procesira, paste, drugače se to procesira, kot se procesira v nekem normalnem pravu. Nenormalno postaja normalno. A ne? In oni bodo seveda to, zahodna civilizacija bo preživela na vzhodu Evrope, če bo, upam, da v Sloveniji, a ne, ampak v Franciji, žal, ki se mi pač po svetu svoje življenje moramo ugotoviti, da sicer narašča odpora, ne, zoper to blaznost, a ne, ker to je vse skupaj blazno. Ne boste mi verjeli, L'Humanité, glasilo francoske levice, je ravno kar objavilo na naslovnici, mislim, ali pa pismo
posiljevalca svoji žrtvi, v katerem on se ne opravičuje, ampak mislim, se to je bil škandal, ampak on navaja, zakaj jo je posilil. Kajti, če vi posilite in če ste, kot se reče, slightly colored, oziroma če niste beli človek, imate a priorni odpustek, ker maščujete daljno krivico, ki je bila, zdaj smo pa potem pri Freudu, na katerega se sklicujejo, ki je v podzavesti teh tlačenih ljudi in tako naprej in tako nazaj. Po takem principu, je samo še vprašanje, kdaj bo padla meja pedofilije, ker večina, torej ogromno število francoskih predstavnikov oblasti je zapletenih v pedofilske oziroma v finančno pedofilske, evo, to je Lolita Express, če hočete, Epsteina, Lolita Expressa, in to je pač neka popolna amorala, ki se ponuja kot morala, in ki je uničujoča, in od tega bo profitiral islam. Islam stoji kot vojska, islam stoji kot Američani, se pravi 20. januarja 1991, predno so sprožili naslednji dan, čez 2 dni napad na Sadama Huseina in osvojili Kuvajt. Samo čakajo. Tle je tudi seveda kapitulantska vloga katoliške cerkve, vodstva, predvsem papeža, ki ne razume, zakaj tukaj gre. Krščanstvo je išlo iz Evrope. Sodeluje. In pri tem pač radovoljno sodeluje, on to podpira in te imigrante, ki so, ampak jaz vam pravim, da tukaj ne gre za napake, tukaj gre za namerno uničenje zahodne civilizacije strani tako imenovane jedrne Evrope, strani francoskih in nemških oblasti v prvi vrsti in strani Brusla. Merklova ni uvozila 5 milijonov migrantov iz Afrike zato, ker bi jih nekam dala. Uvozila jih je zato, da je ustvarila v Nemčiji kaos. In zdaj, seveda, Bruselj operira za tretjerazredno garnituro. Ursula von der Leyen je uradno po Gutenberg programu poneverila 43,5% svoje doktorske disertacije, zame neka puhla princesa kiča. Vera Jourova je sedela, ampak čakajte, ona ni sedela pod Gustavom Husakom, ona je sedela pod Václavom Havlom. Zakaj je sedela? Ker je pač vzela podkupnino za obnovo nekega gradu in je sedela 1 mesec. In Vera Jourova nam danes bere lekcije iz demokracije in iz pravice in iz morale. Pa poslušajte, to se ne dogaja naključno, dogaja se, ker hočejo, tako bi rekel, glavna agenda je pa pač tako imenovani ameriški korporativizem, potrošniški, ki želi pač dominirati svetu, in to smo videli pri Trumpu. Videli smo ta omrežja, videli smo točno, kdo se je postavil proti Trumpu, ker je bil Trump pač najvišja stava v tej igri. Češka, Poljska, Madžarska, Slovenija so manjše stave. Trump je bil, smo videli, kako se je to razporedilo. In seveda, namen, ti politiki, ki so danes v Evropi, ne delajo napak. To je namerno. Ti konflikti, ki jih Slovenija doživlja, pa konflikti na ravni vzhod-zahod. Zakaj pa 15 let nazaj ni bilo? Zakaj pa 10 let nazaj ni bilo? Zato, ker se ta Evropa namerno, in islam je pa tukaj najmočnejše orožje. Torej, islam, uničenje Evrope je pa islam najmočnejše orožje, ker je homogen, ker ne pristaja na zahodno civilizacijo, ker bo uveljavil, in vam povem, kakšna bo prihodnost. Čez 50, 70, 100 let bojo, ne vem, kaj bo na vzhodu Evrope, ampak na zahodu Evrope bo neka popolnoma razblažena oblast, znotraj katere bojo pa obstajali močni centri oziroma regijski centri, regije bojo islamske, v katerih bo šeriatsko pravo. To se bo zgodilo tako v Franciji kot v Nemčiji, ampak to se dogaja ne zaradi nesposobnosti evropskih politikov, to namerno uničujejo. Ali se vam zdi, da je kritika islama v naši družbi prisotna, oziroma zakaj ne? Če se spomnite, recimo v danskem dnevniku Ilandsposten in v francoskem satiričnem časopisu Charlie Hebdo so prikazali take smešne slike Mohameda. Pa me zanima, zakaj, vemo, kaj je sledil, a ne, potem, v pokol na uredništvu satiričnega časopisa Charlie Hebdo in protesti v muslimanskih državah, kjer so zažigali danske zastave. Zakaj toleriramo muslimansko netoleriranje svobode govora? Se jaz ne, če to toleriramo, ne?
Ja, ampak nič se ni zgodilo v resnici, ne? Kaj bi se pa moralo zgoditi, ne? Sej, recimo, oni so protestirali to pri sebi, ne? Tam, bo rekel, naša policija nima neke pristojnosti, da bi jih šla tam miriti, ne? Vse, kar bi lahko napisali neko diplomatsko noto, ni nam všeč, da protestirate, ne? Kar je pa točno to, kar se zdaj recimo dogaja, da bo rekel, v Sloveniji govorijo, ni nam všeč, da se to dogaja, ni nam všeč, da se ono dogaja. Ne? Jaz mislim, da se mora tukaj vsaka država zavedati lastne suverenosti in na lastnem ozemlju povedati, kaj je tisto, kar so naše vrednote, kaj je naša kultura, zatem bo rekel, samozavestno stati in to uveljavljati. Ne? Ni se potrebno ukvarjati prav veliko s tem, kaj se dogaja, kaj delajo drugje, ne? Jaz bom rekel, jaz zelo rad hodim po svetu, zelo rad spoznavam druge kulture, vidim tam in bom zelo rad videl, da tam tudi ostanejo. Ne? V Sloveniji pa želim, da spoštujemo svojo kulturo. Meni so slovenska, recimo narodna noša, belokranjska, koroška, štajerska, gorenjska, so mi zelo lepe. Se mi zdi, da je fajn, da to ostane in predvsem se moramo zavedati tega, kar si želimo imeti v Sloveniji in to samozavestno izvajati. Ja, jaz recimo sem bil eden redkih, ki sem se postavil tu pri Charlie Hebdu absolutno na stran, bi rekel, muslimanov. Iz dveh razlogov. Pač zato, ker ta Charlie Hebdo, prvi se mi zdi to poniglavo, drugič, ta Charlie Hebdo ni slikal samo preroka Mohameda, slikal je tudi Jahovo in slikal je tudi Kristusa. Ne? In zato, jaz sem nasprotoval Macronu, zato, ker preprosto so stvari, ki so v družbi svete. Enostavno ne moreš ti tega, zakaj so oni to karikirali? To so karikirali zato, ker so hoteli biti slavni in ker so hoteli to dobro prodajati in ker so hoteli služiti denar. Ampak in to, kar namesto, da bi sedanje evropske oblasti pokazale, to, kar je bilo včasih v krščanstvu, pokazale neko vero, neko vero v nekaj, da se nekaj verjame, se ne verjame nič. Uničili bojo vsakega, ki v nekaj verjame, vsakega, ki kaže neko vero, pa ne bo to vera v napredek, vera v civilizacijo, vera v umetnost, vera v Boga, v karkoli, vse to bojo, take ljudi bodo odstranili in na površju bojo samo patološki bolniki, tipa Macron, ki je poročil svojo mamo. Oprostite, on je poročil svojo učiteljico. In pa še nekaj, kar je pač oči bijoče, noben od teh ljudi, ki danes vodi Evropo, nima otrok. Juncker jih ni imel. Dobro, da jih ni imel, se bi jih poležal. Ne, jih ni imel. Glavna šefica Evropske unije jih ima 7 in to svojih. No, ona pač ima pa druge hibe, ampak nima jih ne Merklova, nima jih ne Macron, ni jih imel ne Juncker in gremo tako naprej. Mislim, zdaj pač, če ti nimaš otrok, pač enostavno ne moreš razmišljati, te ne skrbi za prihodnost. Zakaj? Pač, če imaš pa otroke, te pa seveda življenjsko si zainteresiran za prihodnost. In tu je pa še enkrat pravim, ni toliko islam sam kriv. Islam pač prihaja v prostor, ki ga pač puščamo odprtega. Tako kot če bi recimo v 16. stoletju pač rekli pač Habsburžani, pa pejte do Dunaja, ampak mi ta prostor zdaj pa puščamo odprtega, zato ker islam kvalificira to, da ima vero. Islam ima trdno vero. Karkoli vi lahko rečete v islamu, ne morete mu reči, da so to ljudje, ki nimajo cilja, ki nimajo življenjske orientacije in ki nimajo vere. Oni imajo prav to, kar je danes preganjamo na vse možne načine. Vi v francoskem mediju ne boste našli enega izraza, recimo vere v karkoli. Magar vere v Augusta Rodena, v njegovo kiparstvo, recimo. Danes je to vse in ob tej, seveda, države se polastijo, ker današnji mediji ne more več obstajati drugače kot z pač državnimi subvencijami, potem vsi mediji podpirajo te državne, se pravi, te garniture na oblasti in tako gre to naprej v brezno. In redki intelektualci, govorimo o Franciji, redki intelektualci imajo dostopa do ljudi preko teh kanalov, recimo, ki danes omogočajo internet, ampak ne uradno, ne preko francoske države. Danes je na sceni, na francoskih televiziji in to so sami tepci, oprostite izrazu. Ljudje, ki so popolnoma preverljivi. Se pravi, ti zagovarjaš muslimane, da so branili, tako kot v njihovem Koranu piše, da je kazen za sramotenje Mohameda in bogokletna dejanja smrt. Ampak v Sloveniji smo imeli tudi recimo primere zasmehovanja in sramotenja verskih čustev kristjanov. Pred 2 desetletjama je javnost razburila naslovnica CD-ja skupine Strelnikov, kjer so v naročje Marije namest Jezusa namestili podgano.
Ne, jaz sem to takrat pisal. so se zgovarjali na svobodo. Meni je to popolnoma jasno. Jaz sem prav to, kar vidimo zdaj, sem pač impliciral, ko sem rekel, da to pač absolutno nesprejemljivo. Meni so celo bližje, bi rekel, neki muslimani, ki v nekaj verjamejo, konec koncev je to monoteistična religija brahamitska, podobna judovstvu in podobna krščanstvu, kot pa ta do konca razvajena, bi rekel, cinična, brez vrednostnih sestavov, kasta, ki danes vlada v Bruslu, ki preprečuje, da so recimo jaslice. Vi ne boste za Božič našli enih jaslic v Bruslu, zato ker je to prepovedano. Ena poslanka španske konzervativne stranke je naredila raziskavo. Jih ni, ker ne smete imeti jaslic, zato ker edino, kar lahko imate, pa swinger klub. To pa lahko. Lahko pa recimo Duhamel, da je ta pač velik škandal, lahko pa tipate, lahko pa posilite otroka, to pa lahko, to pa ni nič tazga, lahko pa poročite svojo mamo, ala Macrona, svojo učiteljico lahko poročite, to pa lahko, Hočem reči, da to se bo končalo pač v kolapsu te zahodne civilizacije, vsaj na zahodu, zato ker ti ljudje, nimajo nobenega razgleda čez plot. Garnitura, ki nam danes vlada v Evropi, je približno razredna, če govorimo o garnituri, ki je bila, ko se je Evropa združila leta 2004, da ne govorim o tako imenovani še Evropski skupnosti, ki je bila do Maastrichta, to je pa funkcioniralo. Pa kaj mislite, da danes, da bi se Slovenija osamosvojila, ravno kar je Evropski parlament vzel imuniteto katalonskim poslancem? Mislite, da bi danes Evropska unija priznala osamosvojeno Slovenijo? Vam jaz povem, da bi nas v zemljo zatolkli. Jaz mislim pa, da se nijamo kaj ukvarjati s tem, ali te kdo prizna ali ne. Ti ali si suveren, ali pa nisi suveren. In če lastne suverenosti ne moreš samo braniti, potem nisi suveren. In zadnjo, kar se imaš tukaj za spraševati, ali te kdo prizna, ali te ne prizna. Če si ti suveren, bo suveren ostal. In mi se moramo bistveno manj ukvarjati s tem, kaj bi islam rad, kaj bi rad en tam, pa drug tam. Mi se moramo vprašati, kaj bi mi radi in kakšno državo, kakšno življenje, kakšno kulturo želimo tukaj mi ohraniti. O tem se moramo spraševati. Bolj, ko se bomo ukvarjali s tem, kaj je v Franciji, kaj ima tisto otroke ali nima tisto otrok, slabš bo za nas. Mi se moramo ukvarjati s tem, kar mi želimo in to, bo rekel, suverenost izvajati pri nas sami. In se popolnoma, Marko, strinjam s teboj, ampak povem pa, da to, kar se dogaja v jedrni Evropi, preslej pade nam na hrbet. To je pač dejstvo. Ja, ampak padlo bo to, kolikor bomo pustili. Noben drug ne bo našega interesa branil kot samo sami. Dejstvo je, da kulturni marksisti so veliki zavezniki islama in zaničevalci krščanstva. Tako. Zakaj imamo te dvojne standarde? Po eni strani zažiganje križev pod Gano Marijinem naročju, ki jo opravičujejo z neko umetnostjo in satiro, medtem ko muslimani pa uživajo poseben statut nedotakljivih onstran kritike. Kolikor se to noro sliši, to križarsko vojno zoper kristjane v Evropi ne vodijo muslimani, ampak vodijo razkristjanjena, ateistična, marksistična milica, ki se je polastila univerz, ki se je polastila medijev. Oni so tisti, ki so falanga in najzadnje, kar lahko pustimo, je, da smo kristjani. Poglejte papeža, še enkrat. Orban pravi, mi smo za krščanstvo in za družino, za evropske tradicionalne vrednote in za krščanstvo. Papež nastopa proti Orbanu, ne nastopa pa proti Macronu, ki izrazito pravi, da nobenega krščanstva, ki je to religija laičnosti. Ne nastopa proti Merklovi, ki pravi nobenega krščanstva. Paste, Helmut Kohl je bil še zadnji od politikov, ki je bil Krščanska demokratska unija in ki je bil kristjan in ki je verjel v krščanstvo in ki je krščanstvo branil. Danes ti ljudje nimajo nobenega odnosa, zato ker je zadaj kapital in zadaj globalni potrošnik. Krščanstvo je v smislu, ker Janez Pavel II je opozarjal, 93. se jaz spomnim opozarjal, ne misliti, da ste prišli v raj. Čeprav jaz bi tukaj vseeno vzroke iskal malenkost drugje. Sosedovo sadje je vedno bolj zanimivo kot domače. Jaz se spomnim, kako so ljudje z navdušenjem sprejemali, tako indijske nauke, pa indijske svete knjige, pa potem iskali navdih v perzijskih starih knjigah, pa še zdaj iščejo. V bistvu to, kar nam je tuje, kar je nekako nenavadno, kar je malo mistično, to nas na nek način, večino bolj zanima in bolj privlači. In islam v našem svetu ni bil nikoli prav zelo prisoten in tukaj lahko iščemo neke te
bo rekel, neke drugačnosti, ki jo ljudje radi sprejemajo. Ne, no, ne samo, da ni bil prisoten, smo se kar mogli fino potruditi, da se ni tlele naselil. Ne? Ja, to je pa res. Tako. Ja, v zgodovini je pa to res, samo Trubarja berete. Tako. No, in iz te, bo rekel, zanimivosti, temu ne smemo vseeno tudi nekega prevelikega pomena dajati, ker dejstvo pa je, da ko enkrat spoznaš to vrstne zadeve od blizu, ne, potem je tudi zelo velika verjetnost, da se boš v tega stran obrnil. Ker vsekakor ni vse tako rožnato, kot zgleda v bistvu na prvi pogled. Danes so recimo zgodbe raznih deklet, ki so šle v času te islamske zadnjega kalifata, ko so šle dol, ker se jim zdelo, ne vem, to nekaj romantičnega, da grejo tam dol, ampak potem, ko so spoznale, zakaj tam dejansko gre, je bilo v glavnem večini kar lepo žal, da so se za to odločile. Tako da po eni strani ne smemo tukaj reagirati na prvo žogo, bistvo je, da mi sami pri sebi spoznamo, kaj želimo in to suvereno in samozavestno nekako stojimo za tem. Krščanstvo je zaslužno za najveličastnejše arhitekturne dosežke, likovna dela in glasbene mojstrovine, vsaj v Evropi. Prav tako je evropska morala utemeljena na dekalogu, a bi moralo po vajinem mnenju krščanstvo zaradi vsega tega v času množičnega tudi ilegalnega priseljevanja uživati posebne privilegije in kako bi to nekako zagotovili? Krščanstvo je pač, jaz sem kristjana, in meni je pač prav obramba krščanske Evrope na nek način pač ena prioritetnih nalog oziroma cilj, za katerega sem pripravljen pač vse požreti in vse pogoltniti. Sem imel pač zaradi svojega prepričanja pač težave na fakulteti, saj to je bilo tudi v medijih in tako, in jih vedno imam, ampak ta zadnja stvar, ki bi naredil, da bi klonil, to povem tudi vsem, ki me bojo pač vnaprej preganjali. Jaz klonil ne bom, v svojem življenju nisem do zdaj in tudi ne bom. Ampak krščanstvo je pač sveta stvar. Svet ni prišel dlje od zahodne civilizacije in od krščanstva. To je tudi najbolj inkluzivna civilizacija. Krščanstvo je najbolj inkluzivna religija. Krščanstvo sprejme, odkar je Pavel, ki je bil najbolj genialni politik zgodovine, je rekel, ni Juda, ni Grka, vsi ste ena stvar v Kristusu. To je bil najboljši politični program. S tem je on odprl rimski imperij za krščanstvo. Vsak si je rekel, jaz sem sužen, pa sem enako vreden kot moj gospodar. Super. To pa nekje je. To je bil politik. To je bil politika. Zdaj pa samo pogledajte te današnje politike, Merklovo, ki je ena sama slaba volja, pa ena sama, ki bi rekel, ne vem, kislost na tem, kar je naredila. Berte Pavla ti stavek, jaz ga jemljem kot politično sporočilo, ne kot krščansko. Ni Juda, ni Grka. Če smem tukaj dodati, jaz se v bistvu, hočemo, nočemo, mi živimo v krščanskem svetu tukaj. Jaz recimo nisem krščan, ampak živimo v tem svetu, smo iz tega prenesli zelo veliko vrednot in bo rekel, je prav, da je tako. Je pa prvi signal, kdaj bo ta zadeva šla navzdol, je pa takrat, ko bomo iskali neko zakonsko zaščito za krščanstvo. Tisti trenutek, ko bomo začeli to bo rekel, z zakonom braniti in ne z lastno samozavestjo in z lastnimi prepričanji, ampak bomo zato hoteli sprejeti zakon, tisti trenutek bo pa to jasen signal, da gre zadeva samo še navzdol in da bomo, bo rekel, naš svet bil poražen. Ker zakon sam, recimo, če pogledamo, kako trenutno Evropska unija se zavzema za naše interese, smo samo lahko razočarani. Ja, seveda. Pa še nekaj moram reči, ampak mi imamo v muslimanih, kristjani, ne Slovenci, kristjani, imamo izredno pomembnega zaveznika v eni stvari. Namreč ta svet, mislim, ne smemo nobenih utvar delati, gre v smeri, kako se to reče, ospoljenja in tega števila spolov. To Bruselj izrazito pritiska in izraziti pritiski so na tako imenovano inkluzivno pisavo, se pravi, da se boš izražal tako, da ne bo v tvoji pisavi možnost zaznati spola. Torej, krščanstvo in islam imata skupno to, da nastopata zoper biološke eksperimente s človekom. Ker to je recimo splav, in predvsem pa to, da si dopoldne deklica, popoldne fantek, moški, zvečer si hermafrodit, ponoči si pa queer, transgender, ne vem.
Ne, mislim, ne, to je velika nevarnost in to gre, ta zahodna civilizacija, ne zahodna civilizacija, ampak pritisk Bruslja in pritisk, bi rekel, panatlantskih, se pravi, korporacij. Gledajte vi samo Netflix filme. Poslušajte samo tole, kaj je že tale Meghan Markle, ne. Midva bova svojo spalnico našega otroka tako opremila, da se bo otrok lahko sam odločil, bo fantek ali bo punčka. To je rekla. Pazite, to je rekla. Evropa pospešeno drvi v propad, mi pa smo prišli do konca naše današnje oddaje. Marko Pavlišič, dr. Boštjan M. Turk, najlepša hvala za vajine komentarje. Lep večer želim tudi gledalkam in gledalcem oddaje Faktor. Mi govorimo o tem, o čemer si drugi ne upajo niti razmišljati.